Razgledi in razmisleki. Mlada svetlolasa ženska v sinje modri svileni obleki, ki se ujema z barvo njenih oči, sedi vzravnano, vendar povsem sproščeno. Tenek šal slonokoščene barve iz najfinejše čipke ji prekriva desno roko, od rame do zapestja. Prsti počivajo v naročju tako, da se desni sredinec dotika kazalca leve roke. Igra prstov. Z leve rame je šal zdrsnil in jo razgalil, prosojna tkanina pa se je v naborkih ujela okoli leve podlahti. Tkanina je tako tanka, da skoznjo tudi tam, kjer je koža z njo prekrita, preseva belo-rožnati odtenek polti. Portretiranka Radojka Vrančič je povedala, da se je slikar Božidar Jakac dneve in dneve ukvarjal samo s tem čipkastim ogrinjalom, ki je res naslikano, kot so slikali stari mojstri. A tisto, kar v trenutku pritegne pozornost opazovalca te velike oljne slike, ni dragoceno ogrinjalo. Najprej ga pritegne in očara portretirankin pogled, iskrica radovednosti v njenih sivomodrih očeh. To je pogled ženske, ki ne želi samo gledati, temveč želi videti. Prustovski pogled, bi lahko rekli. Pogled, ki skuša z natančnim opazovanjem predreti povrhnjico in videti, kaj prekriva. In tudi rahlo privihani kotički ustnic namigujejo, da portretiranka kljub mladosti na svoj trenutni položaj slikarjevega modela gleda z blago ironično distanco. To ni samo ženska v sinje modri obleki, ali ženska s čipkastim ogrinjalom, kot bi se po stari modi lahko imenovala ta slika. Ne, slikar je temu portretu mojstrsko vdahnil prav tiste osebnostne lastnosti Radojke Vrančič, ki ji bodo, ko bo postala prevajalka Prusta, omogočile vživljanje v pisateljev ustvarjalni postopek do mere, da bo postala njegov medij. Kako se je to zgodilo? Gledam star pisalni stroj, postavljen pred me na veliko študijsko mizo v rokopisnem oddelku Nuka. Gledam ta pisalni stroj in si predstavljam mlado svetlolaso žensko z velike oljne slike, ki sem jo bila nekoč videla v dnevni sobi Radojke Vrančič. Predstavljam si, kako lepe roke ženske slike upenjajo v režo ob valju pisalnega stroja bel list papirja in kako potem izreže na drugi strani tega valja nad pahljačo kladivc s črkami prileze najprej za centimeter ali dva belega papirja, potem pa, po kratkem postanku, začnejo prsti ženske slike udarjati po tipkah s črkami. Kladivca pa v istem ritmu hrupno udarjati po papirju in že se izpisuje prva vrstica nekega nepredstavljivo obsežnega besedila. Prva vrstica romana Marcela Prusta, Iskanje izgubljenega časa. Prvi stavek. Za Prusta nenavadno kratek. Dolgo sem hodil zgodaj spat. Minevajo leta. Prustovi junaki se starajo, gospa za pisalnim strojem pa je še vedno lepa. Njen pogled še vedno veder kot na sliki, z iskrico radovednosti v očeh in z blago ironijo v nasmehu. Nobene črnogledosti kot pri Prustu, nobenega cinizma, nič sarkazma. Kakor sta si bila pisatelj in njegova slovenska prevajalka duhovno blizu, tako sta bila po temperamentu in po doživljanju vsakdanjega življenja vsak sebi. Radojka Vrančič se je rodila 3. avgusta 1916 v Ljubljani, materi Aniti, rojeni Josin in očetu, doktorju Janku Vrančiču. Takrat je bila objavljena šele prva knjiga Prustovega romana Iskanje izgubljenega časa. Tudi ona se je rodila, tako kot Prust, v meščanski družini, a v okolju, ki je bilo v vseh pogledih mnogo skromnejše.
Prustov oče je bil ugleden zdravnik in znanstvenik, njen pravnik, ki je napredoval do poddirektorja Pokojninskega zavoda Ljubljane. Ko je bila Radojka stara 7 let, se je družina naselila v družinsko hišo, zgrajeno v zadružni gradnji v Ažbetovi ulici na robu Rožne doline. V tej hiši je odraščala skupaj s 3 leta mlajšo sestro Nevenko in v njej je živela vse življenje. Tu sta odraščala tudi njena sinova Jošt in Marko in pozneje tudi Radojkina babica. Družinsko povezanost je Radojka negovala vse življenje in jo je znala ohraniti tudi pri vnukih. Ker je bila strastna kuharica, ki je rada preizkušala recepte, kajpak francoske, največje mojstrstvo je dosegla pri omakah, a le sos, je 4 odraščajočim vnukom ob sredah vedno ob lepo pogrnjeni mizi v dnevni sobi pripravljala kosilo, tudi zato, da bi slišala, kaj se med sabo pogovarjajo in bila tako na tekočem, kaj se z njimi dogaja. Rojena Ljubljančanka je rada zase rekla, da je meščanka. Mislim, da je s tem izražala kljubovanje povojni oblasti, ki je meščanstvo razglasila za razrednega sovražnika in ta del državljanov potisnila na obrobje družbe. Meščanskosti sploh ni razumela samo kot nekaj zunanjega, kot obnašanje po neki formi, etiketi in standardih, temveč kot nekaj mnogo globjega. Razumela ga je kot način življenja z vrednotami, ki vključujejo odgovornost, pa tudi spoštovanje do ljudi z drugačnim prepričanjem. Velikokrat je tudi izjavila, da je politika sploh ne zanima, a je z enako vnemo zatrjevala, da je po prepričanju liberalka, da prezira enoumje in se zavzema za svobodomiselnost. V osnovni šoli in gimnaziji je bila Radojka ves čas odličnjakinja. Tudi diplomirala je na Univerzi v Ljubljani leta 1939 z odliko iz francoske književnosti in francoskega jezikoslovja. Še pred diplomo je bila za en semester sprejeta na pariško Sorbono. To je bila najboljša dota, ki sem jo dobila od očeta. Družina Vrančič je živela zelo sodobno. Kolesarili so, hodili v hribe, smučali, se kopali na Ljubljanici, plavali, čolnarili. Za maturo je od očeta dobila kolo in se z njim vozila skoraj do konca življenja. Obiskovala je tudi praktični pouk v kuhanju in šivanju. Sodelovala pri organiziranju narodno-obrambnih taborov na Kočevskem. Opravila izpit za smuškega učitelja. Moška oblika naziva je ni motila. Alešu Bergerju je rekla: nikoli nisem čutila, da sem zatirana ali zapostavljena zato, ker sem ženska. Je pa dodala, da militantne ženske sicer občuduje, vendar so ji tuje. Nobene potrebe po javnem udejstvovanju nisem imela, nobenih takih ambicij. Imela sem 2 otroka, zavezana sem bila k knjižnici. Moje življenje je bilo s tem izpolnjeno. Preden pridemo do knjižnice, povemo le še to, da se je Radojka malo po začetku vojne poročila z mornariškim častnikom Antonom Razingerjem. Oljna slika začetka tega spisa je očetovo poročno darilo zakoncema. Po 13 letih sta se Radojka in Anton ločila. Nisva bila za skupaj, a iz zveze so zrasli krasni ljudje. Je po poslednjem pogovoru z njo zapisala Mimi Podkrižnik. To je tudi edina njena opazka v svojem zasebnem življenju, ki sem jo našla med iskanjem gradiva. Za ta spis ni pomembno, kako se je povečana družina na Žbetovi ulici prebijala skozi vojno. Kljub temu povemo, da je častnik Anton Razinger tista leta preživel kot vojni ujetnik v raznih taboriščih, tudi v Gonarsu in Dachavu. Takoj po koncu vojne, maja 1945, se je Radojka prijavila na razpis za prevajalce agencijskih vesti za novinarje. V navdušujočem ozračju miru je dobila prvo zaposlitev. Tega obdobja v družbi mladih, zagnanih prevajalcev, intelektualcev iz njenega kroga, kot so bili profesorica Vida Šturm, novinarja Bogdan Pogačnik in Tedi Pahor, zgodovinar Vasilij Melik,
Dr. Boris Furlan in dr. Ljubo Sirc, slednja je komunistična oblast pozneje v montiranih procesih hudo preganjala, se je spominjala kot enega najlepših v svojem življenju. Garali smo noč in dan, v 3 turnusih, dihali pa smo kot en človek, z zavestjo, da delamo nekaj koristnega za družbo. Ni trajalo dolgo. Konec leta 1945 so prevajalski oddelek ukinili, neprevedene svetovne agencijske novice so se odtlej stekale v Beograd. Še bolj pomembna v formativnem smislu pa je bila zanjo zaposlitev v knjižnici francoskega kulturnega centra v Nuku, kamor jo je povabil za knjižničarko direktor po vojni obnovljenega inštituta, diplomat in literat Jean-Yves Lacroix, tudi goreč prijatelj Slovenije. Kaj lepšega zame, kot delo med knjigami? Vendar je v njeno veselje kmalu kanila kaplja grenkobe, ki je ostala za zmeraj. Tuja literatura v knjižnici, intelektualci iz meščanskih vrst, ki tja prihajajo brat tuje revije, vse to se je zdelo od zmage in ideologije zaslepljeni oblasti nevarno. Lacroixa, ki so ga pred vojno klerikalni krogi razglašali za marksista, so komunisti osumili protidržavnega delovanja in ga nazadnje pregnali iz Jugoslavije. Ker knjižnica v resnici ni bila nič drugega kot odlično delujoča kulturna ustanova, je bil to za Radojko Vrančič, ki je obiskovalce dobro poznala, šok zaradi spoznanja o omejenosti oblasti. Knjižnico so začeli policijsko nadzorovati, celo Radojko, ki je ostala kot bibliotekarka, so hoteli vplesti v ta nadzor, čemur se je znala svojo žensko iznajdljivostjo uspešno upreti, tako da je potem policija vsaj znotraj knjižnice nehala spremljati dogajanje v njej. Vedno, tudi potem, ko je prevzela informacije o gradivu za celoten Nuk, jo je zanimala samo stroka, knjige kot zakladnica vednosti. Njeni sodelavci pravijo, da je v vsakem trenutku vedela, kje je kakšna knjiga, in premnogi študenti so dobili pri njej dragocene nasvete. Bibliotekarsko se je vse življenje izobraževala, tudi v tujini. Spisala je skripta za bibliotekarje in upokojila se je z najvišjo stopnjo bibliotekarske izobraženosti. Delo v Nuku jo je osrečevalo, vendar je potekalo v stalni interakciji z obiskovalci knjižnice, tako da se zdaj, ko prihajamo k njenemu življenjskemu delu, k prevajanju, lahko samo vprašujemo in čudimo, kako je ob 8-urnem delavniku vse to uspelo. Prevajati je začela zgodaj, sprva iz slovenščine v francoščino. Prvi literarni prevodi v slovenščino so iz 50. let. Privlačili so jo avtorji, ki jih odlikuje neobesedljivi francoski esprit. Giraudoux, Anouilh, Colette, na primer. Zelo pomemben tekst so bila Nevarna razmerja Choderloja de Lacloja. Prevod na povabilo urednika Kajeta Nakoviča je izšel leta 1963, a si je o njem dopisovala z izgnanim pariškim prijateljem Lacroixem že leta 1949. Lacroix je priporočil Giroudouxev spis o romanu in ji namignil, da se takim svobodomiselnim literarnim delom slabo piše, kadar trčijo ob zagrizeno človeško neumnost z vsemi njenimi klerikalnimi in seksualnimi kompleksi. In res, založniški svet, v katerem je bil tudi pisatelj, znan po svojih zelo naturalističnih opisih življenja na kmetih, je ugovarjal, da je delo dekadentno in za socialistično družbo pohujšljivo. Leta pozneje je zaplet komentirala v svojem slogu. Očitno se mu je zdelo, da je zadeva, ki se godi na svilenih zofah v salonih, pokvarjena. Vse pa je v redu, če se godi na senu in na slami. V zborniku prispevkov za simpozij o prevajalskem opusu Radojke Vrančič obsega njena bibliografija, se pravi objavljeni knjižni prevodi, prevodi dram in radijskih iger, pa njenih člankov in intervjujev, 9 strani. Prišteti moramo še dela iz let med simpozijem in dnevom njene smrti, 1. aprila leta 2009.
koliko revnejša bi bila slovenska knjižna krajina brez njenih prevodov. In kako bedna brez njenega izjemnega, kongenialnega prevoda Iskanja izgubljenega časa. Prva knjiga, V Svanovem svetu, je izšla leta 1963. Do naslednje je bilo treba počakati dobrih 10 let, do tretje še malo dlje. Po upokojitvi je šlo hitreje in leta 1997 smo Slovenci spet najdenim časom ujeli izgubljeni čas. Čas, ki ga je Radojka Vrančič polnila v nočeh s skrajšanim spancem, ob vikendih in praznikih, kajti, to moramo ponoviti, Radojka je svoje bibliotekarsko delo opravljala z enako strastjo, kot je prevajala. Za svoje delo je prejela nekaj priznanj. 2-krat Sovretovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada, Republika Francija ji je podelila odlikovanje z nazivom Častnik reda umetnosti in književnosti. Bila je predlagana tudi za Prešernovo nagrado. Primož Vitez v besedilu Intuitivna stilizacija minevanja razmišlja, da je prevajalka čutno razumevanje izhodiščnega teksta svojo senzibilnostjo prenesla v umetniško stvaritev ciljnega teksta. Radojka Vrančič je seveda umetnica. Ni dovolj ugotoviti, da je vrhunska racionalna uporabnica slovenskega jezikovnega sistema. Je predvsem intuitivna alkimistka, ki francoski fluid minevanja s skrivnostnim postopkom prehlapi v obstojno slovensko zlato. Naj k temu dodam naslednje. Malo preden je izšel zadnji del Proustovega romana, se je Radojki Vrančič zgodilo najhujše. Po zelo kratki bolezni je umrl sin Marko. Marko, ki je, tako kot njen prvi sin Jošt, v pismih in na razglednicah od vsepovsod zmeraj najprej napisal Draga Pinkica. Ona pa je pisanje sinovoma začenjala z Moja draga otročiča in končevala s poljubom in podpisom Pinkica. Sinova nikoli nista dovolila, da bi to ime uporabil še kdo drug. Markova smrt je Radojko zlomila, vendar ni nehala prevajati. Po zadnjem Proustu je vsako leto izšel nov prevod. Lotila se je celo Rousseaujevega romana v pismih Julija ali Nova Heloiza. Njen poslednji rokopis je bilo Svitanje, nadvse drage ji Colette. Med zadnjimi je tudi knjiga pisateljeve dolgoletne gospodinje in zaupnice Céleste Albaret, Monsieur Proust. Céleste je bila ob hudo bolnem pisatelju do konca. Bila je sočutna priča muk, ki jih je trpel med pisanjem svojega velikega besedila. Knjigo je napisala šele pol stoletja po pisateljevi smrti, da bi se nehale širiti laži in neumnosti o njem. O prevajanju te knjige je Radojka Vrančič dober teden dni pred svojo smrtjo v intervjuju, objavljenem posthumno, povedala nekaj zanjo zelo značilnega. Povedala je, da je pri prevajanju Prousta zmeraj občutila strahospoštovanje in bila na kolenih pred tako velikim pisateljem. A ko je prevajala Céleste Albaret, se je počutila domače. Do nje sem razvila prijateljski, skoraj sestrski odnos. Kot da bi se ji zazdelo, da sta bili obe v službi gospoda Prousta, obe njegovi služabnici. Res je, moja draga Céleste je služila pisatelju. Gospa Radojka Vrančič, ona, je služila umetnosti. Razgledi in razmisleki.